Naslednja predavateljica je magister Valentina Vehovar, v.d. generalne direktorice Direktorata za socialne zadeve na MDDSZ in nam bo predstavila avtomatizacijo postopkov za podaljšanje pravic iz javnih sredstev. Magister Valentina Vehovar, predajam vam besedo. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni, tudi z moje strani. Danes bi želela predstaviti vpliv digitalizacije na sistem socialne varnosti. Predvsem bi rada predstavila dve avtomatizacije postopkov za podaljšanje pravic iz javnih sredstev, ki sta ključna v današnjem času, še posebej v času covida in pa epidemije. Sistem socialne varnosti v bistvu predstavlja zelo pomembne pravice v življenju posameznika in družine, katerih ključna naloga je, da zagotovimo pravice takrat, ko jih prebivalstvo potrebuje. Predvsem tiste pravice, ki jih potrebuje za preživetje oziroma za živetje. Tukaj govorimo predvsem o denarni socialni pomoči in pa varstvenem dodatku, danes tudi o otroškem dodatku, državni štipendiji in pa subvenciji najemnine. Na tej točki bi posebej poudarila pomen vloge tehnologije in pa digitalizacije, ki omogoča hitro in pa učinkovito izvajanje zakonodaje. Torej, sheme socialne varnosti se glede na družbene razmere zelo hitro spreminjajo in zato se moramo na te socialne, ekonomske in pa demografske spremembe zelo hitro odzvati. Prebivalstvo pričakuje tudi od nas storitve v novih oblikah, nosilci sistemov socialne varnosti pa na drugi strani seveda želimo biti učinkoviti, tako da čim hitreje in čim bolj učinkovito lahko nudimo pravico, pomoč, storitev, ki jo posameznik ali družina uveljavlja. Nove tehnologije nam omogočajo nove načine, kako lahko pristopimo do posameznika, ki ga želimo nagovoriti ali seznaniti s pravicami in storitvami. Danes ugotavljamo, da je nepoznavanje pravic zelo ključen in pomemben element, na katerem moramo mi in centri za socialno delo še dodatno delati. Nove tehnologije omogočajo tudi razvoj novih politik in storitev, ki hitreje in bolj učinkovito dosežejo prebivalstvo. Vsi, ki smo vpleteni v sistem socialne varnosti, moramo zato razumeti pomen novih tehnologij in kako se mora sistem socialne varnosti nanje odzivati. To je še posebej pomembno v času krize, ko je odzivnost države ključna, sprejete spremembe pa je treba nujno implementirati tako, da pravice čim prej dosežejo upravičence. Prvi pomemben vidik digitalizacije torej je, da omogoča dostopnost, informiranost in pa povezovanje. Internet, mobilna telefonija in pa socialna omrežja omogočajo hitro in obsežno izmenjavo informacij. Izvajalci sistemov socialne varnosti dajejo vse večji poudarek na elektronskem poslovanju, kar vodi v nove poslovne procese, in z osebnimi napravami je tudi nekako omogočena individualizacija storitev. Nove storitve so vse bolj prilagojene osebnim napravam in za to področje je seveda pričakovati tudi veliko sprememb in razvoja. Vse to omogoča javnim službam možnosti komuniciranja in nagovarjanja prebivalcev. Drugi pomemben vidik digitalizacije pa je uporaba tehnologije za namen izvajanja javnih služb. Ključna naloga je zbiranje in evidentiranje podatkov, nadgradnja pa je povezovanje zbirk podatkov. Povezovanje zbirk podatkov je izjemno pomembno pri priznavanju pravic, kjer je potrebno pridobiti podatke iz različnih zbirk, da lahko strokovni delavec ugotovi pravilno, dejansko stanje in odloči o priznanju pravic. Tako denimo centri za socialno delo o odločanju o pravicah pridobivajo podatke kar iz 38 različnih baz, kar predstavlja izjemno kompleksen informacijski sistem. Torej, tehnologija nam tako omogoča upravljanje z veliko količino podatkov naenkrat, sprejemanje zapletenih pravil o upravičenosti, omogoča pravilnost v izračunih in danes tudi pomembno zmanjšuje možnost zlorab in pa napak.
Kot rečeno, je socialna varnost izjemno kompleksna in država torej se mora hitro odzivati na spremembe. Da so spremembe oziroma novele zakonov, s katerimi spreminjamo oziroma uvajamo nove pravice učinkovite, pa je nujno povezovanje med informatikom in pa odločevalcem. Zgolj to sodelovanje v bistvu vodi v učinkovit informacijski sistem, ki omogoča ažurnost in pa pravilnost v postopkih priznavanja pravic. Kaj se zgodi, če je med njima most porušen? Kaj se zgodi, če informatika in odločevalec ne sodelujeta pri pripravi novel zakona oziroma pri postavljanju sistema? V takšnem primeru je implementacija pravil lahko izjemno težka, v nekaterih primerih lahko tudi neuspešna. Torej, namen, ki ga je odločevalec imel, lahko ostane zgolj črka na papirju in torej ne doseže prebivalca oziroma družino, kateri je namenjena. V nadaljevanju bi želela predstaviti primer torej avtomatizacije postopkov podaljšanja pravic iz javnih sredstev, ki smo jih razvili na Ministrstvu za delo s pomočjo centrov za socialno delo, katerih cilj je, da prebivalcem omogočimo ažurno pridobivanje pravic, predvsem v postopkih podaljšanja pravic, in pa da zagotovimo izplačila denarnih dajatev takrat, kadar nam družbene razmere iz takšnih ali drugačnih razlogov to onemogočajo, predvsem danes v času epidemije. Najprej o informativnem izračunu. Informativni izračun poznamo že iz dohodnine. Na podoben način želimo tudi pri nas izdajati informativne izračune o določenih pravicah iz javnih sredstev. To so pravice, ki se praviloma priznavajo za dobo enega leta in stranke, ko jim ta pravica izteče, vlagajo vlogo za podaljšanje pravic. Ti postopki znajo biti dolgotrajni, če se v določenem obdobju, se pravi, nabere količina vlog in torej sodelavci na centrih za socialno delo ne morejo v roku enega meseca ali 2 mesecev obdelati. Iz tega razloga smo se odločili, da za pravico za otroški dodatek, državna štipendija, subvencija vrtca, subvencija malice in pa kosila pripravimo tako imenovane informativne izračune, ki naj bi se začeli izdajati s 1. 1. 2022. To pomeni, da bo stranka dolžna samo vložiti prvo vlogo za priznanje pravic, ko pa bo ta pravica iztekla, bo sistem avtomatizirano to pravico podaljšal in jo o izračunu tudi obvestil. V primeru, da se stranka z izračunom ne bo strinjala, bo lahko vložila ugovor. Bistvena pridobitev pa je, da bo pravica, ki bo priznana, torej višina denarne dajatve, že nemoteno izplačana, tako da ne bo pri izplačilu nobenih prekinitev. Torej, prednost tega sistema, kot rečeno, je, da ne pride do prekinitve prejemanja pravice, to je na strani uporabnika. Druga pomembna stvar je pa tudi, da razbremenjujemo strokovne delavce centrov za socialno delo, ki bodo v ta proces odločanja o pravici vstopili šele, če bo stranka vložila ugovor. To pomeni, da se strokovnim delavcem centrov za socialno delo daje dodatni prostor, ki ga bodo lahko namenili dajanju socialno-varstvenih storitev in zagotavljanju pomoči osebam, ki so v stiski, kar je njihov primarni in osnovni namen. Seveda smo pri pripravi avtomatizacije naleteli kar na nekaj težav, namreč socialna zakonodaja je izjemno kompleksna, kot sem omenila, se tudi povezujemo z velikim številom torej evidenc, iz katerih črpamo podatke. Zato je postopek avtomatizacije, ko bomo dosegli popolno avtomatizacijo s 1. januarjem 2022, dolg proces. Pričeli smo ga v letu 2018 in lahko rečem, da smo v letu 2020 uspešno uspeli avtomatizirati že 80% tega postopka.
Na tej sliki bi vam mogoče pokazala, torej v prvi koloni so faze postopka odločanja. V letu 2018 je stranka bila še dolžna vložiti vlogo za podaljšanje pravice, recimo do otroškega dodatka. Če je pravica iztekla v mesecu oktobru, je morala stranka v tistem mesecu tudi vložiti vlogo, paziti torej, da je vložila vlogo, da ne pride do prekinitve pravice. In potem je strokovni delavec, kot vidite, vse faze do konca dol moral, ko rečemo, izvesti ročno. V letu 2020 pa je že, kot rečeno, 80% tega postopka avtomatizirana. Bistvena stvar, bistvena novost, ki smo jo uvedli s 1.1.2019 je, da smo stranke razbremenili vlaganja vlog za podaljšanje pravic, torej o podaljšanju pravic sedaj centri za socialno delo odločajo po uradni dolžnosti, pri čemer je njihov postopek, kot vidimo, že močno avtomatiziran. V bistvu v tej fazi odločanja je potrebno sodelovanje strokovnega delavca zgolj z vidika preverjanja pravilnosti podatkov in da sproži nadaljevanje postopka. Drug zelo pomemben informacijski sistem, ki ga uporabljajo centri za socialno delo in ki bo seveda pripomogel izdaji informativnega izračuna, pa je tako imenovani dokumentni sistem. Do leta 2019 so centri za socialno delo imeli različne dokumentne sisteme, v katerega so vnašali pošto, torej konkretno vloge, in ločen informacijski sistem, torej sistem Ministrstva za delo, v katerem se odloča o pravicah in iz katerega se izplačujejo dajatve. Torej sistema sta bila ločena. Kaj je to pomenilo? Ko je bila vložena vloga, je šla najprej v glavno pisarno, kjer jo je strokovni delavec vnesel v dokumentni sistem, potem je z ovojem odnesel to vlogo strokovnemu delavcu, ki je odločal o pravici in je moral te iste podatke prenesti v informacijski sistem ISCSD, v katerem je o pravici odločal. Od leta 2019 dalje smo uvedli enotni sistem Krpan in ga tudi integrirali z informacijskim sistemom CSD. Kakšne prednosti nam je ta integracija prinesla? Že sama uvedba Krpana, če samo na hitro pogledamo, je bistveno razbremenila strokovne delavce za socialno delo. Če samo pogledamo fizično podpisovanje, ki je vzelo 2 do 4 ure na dan, se naredi sedaj elektronsko v 10 minutah. Odtis odžiga, datum odpreme 1 do 2 ure na dan, sedaj v bistvu je ta faza izpuščena. Še en zelo pomemben doprinos Krpana je ta, da so prej ročno vnašali podatke sami strokovni delavci iz vlog, ki so jih stranke vložile, tako da je bila verjetnost nepopolnih in napačnih podatkov v sistemu velika. Sedaj pa imamo integracijo s centralnim registrom prebivalstva, s čimer omogočamo avtomatski prenos podatkov in pa popolnost ter pravilnost podatkov. Še na hitro, kakšne so prednosti integracije Krpana in informacijskega sistema ISCSD z vidika avtomatizacije postopka. Mogoče samo ena zanimivost, v mesecu avgustu je pri nas največje število vlog, ki jih je, ko iztečejo pravice, je največje število vlog, o katerih mora center za socialno delo odločati. Ta številka se giba okrog 97.000 vlog, pri čemer so pred integracijo teh dveh sistemov strokovni delavci morali ročno te vloge vnesti, kar jim je vzelo skoraj 30 delovnih dni. Danes, ko se vloge kreirajo po uradni dolžnosti, to traja samo 1 delovni dan. Kaj je še ta avtomatizacija dobrega prinesla? Sama primerjava z leta 2018 do 2019 kaže, da so strokovni delavci izdali, to smo delali pregled Centra za socialno delo Ljubljana, 60% več odločb, primerjava 2019-2020 pa tudi že dodatni napredek 20% več odločb.
Druga pomembna točka avtomatizacije podaljšanja pravic iz javnih sredstev pa je možnost tega avtomatičnega podaljšanja v času epidemije. Torej, v kriznih časih je nujen hiter odziv na potrebe prebivalstva. To je nekaj, kar mora država zagotoviti, vendar tega ne more zagotavljati brez ustrezne tehnologije. Tako na tem mestu moram povedati, da čeprav je naš informacijski sistem izjemno kompleksen, pa nam omogoča, da se na te krizne čase lahko odzivamo, in sicer nam omogoča, da prilagajamo pravila odločanja o pravicah iz javnih sredstev in pa omogoča, da smo avtomatično podaljšali pravice iz javnih sredstev, ki so iztekle v času epidemije. 28. novembra je začela veljati novela PKP6, torej protikoronski paket številka 6, ki je določil, da se vse pravice iz javnih sredstev, ki so iztekle v času epidemije, avtomatično podaljšajo. To nam je uspelo, v tako kratkem času smo podaljšali pravice, ki so iztekle v mesecu oktobru in v mesecu novembru, tako da bomo uspeli predvsem za prejemnike denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka, torej tisti del prebivalstva, ki je najbolj ogrožen, zagotoviti tudi že izplačilo denarnih dajatev v mesecu decembru. Kaj nas čaka jutri? Za obdobje 2021-2022, torej načrtujemo dokončno pripravo informativnega izračuna za podaljšanje pravic, prav tako pa želimo v letu 2021 poenostaviti našo kompleksno zakonodajo in s tem omogočiti tudi pripravo spletne aplikacije na naših spletnih straneh, ki bi omogočile informativne izračune pravic iz javnih sredstev, na kateri to poznate že po vzoru Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ko lahko vstopiš v spletno aplikacijo in izračunaš pogoje za upokojitev. Na takšen način tudi mi želimo omogočiti prebivalcem, da bi vstopili v aplikacijo in na podlagi svojega dohodka in premoženja ugotovili, do katerih pravic iz javnih sredstev so upravičeni in v kakšni višini. Tako na kratko naša predstavitev. Hvala za pozornost. Najlepša hvala, magister Valentina Vehovar, za zanimivo predavanje. Kot vidimo, je bilo veliko truda vloženega v digitalizacijo in stranke že lahko čutijo prednosti, ki jih le-ta prinaša.